Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. In s tvojim duhom. Ja, pozdravljeni, kaj naj rečem, dobri ljudje, ki ste prišli danes sem popoldne. Dopoldne se ni dalo zaradi kolesarske dirke, ki je bila tukaj po tej cesti. Lepo pozdravljam na začetku našega nadškofa, beograjskega nadškofa v pokoju, ki se je odločil in prišel med nas, da nas nagovori in daruje to sveto mašo. Letos smo se zbrali že 29. Od 1995 leta se srečujemo in včeraj mi je nekdo rekel, še nikoli ni bilo na ta dan dežja, upam, da ga tudi danes ne bo. V začetku maše naredimo to, kar je potrebno vedno narediti. Pred Bogom iskreno se pokazati svoje grešnosti, da bomo to sveto daritev za naše pokojne, ki so umrli, med vojno, po vojni, nasilne smrti, da bomo to mašo darovali s čistimi srci. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Sveti nesmrtni Bog, v svoji previdnosti nikogar ne zapustiš, kdor ostane zvest tvoji ljubezni. Naj ti spoštovanjem služimo in te vedno ljubimo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Darilo iz Jobove knjige. Tedaj je Gospod iz viharja spregovoril Jobu in rekel: Kdo je zaprl morje z vrati, ko je izbruhnilo in ušlo iz materinega naročja? Ko sem mu dal za oblačilo meglice, za njegove plenice temne oblake. Ko sem nasipal proti njemu svojo mejo, mu postavil zapah in vrata ter rekel: Do sem pojdeš, naprej pa ne. Tu bo obstala moč tvojih valov. To je Božja beseda. Hvala. Darilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, Kristusova ljubezen nas je privedla do tega, da smo presodili takole. Eden je umrl za vse in zato so umrli vsi. Za vse pa je Kristus umrl zato, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več zase, ampak za tistega, ki je zanje umrl in vstal. Zato odslej nikogar več ne poznamo po mesu. Čeprav smo Kristusa poznali po mesu, ga zdaj ne poznamo več tako. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Poslušali smo Božjo besedo.
vami. Iz svetega Evangelija po Marku. Ko se je tisti dan zvečerilo, je rekel Jezus svojim učencem: prepeljimo se na drugo stran. Ko so odslovili množico, so ga vzeli s seboj v čolnu, v katerem je bil. Tudi drugi čolni so pluli z njim. Nastal je velik vihar in valovi so pljuskali v čoln, tako da je bil že poln vode. On pa je bil na krmi in je spal na blazini. Zbudili so ga in mu rekli: učitelj, ti ni mar, da se potapljamo? In vstal je, zapretil vetru in rekel morju: utihni, molči. In veter se je polegel in nastala je globoka tišina. Njim pa je rekel: kaj ste strahopetni, ali še nimate vere? Prevzel jih je velik strah in spraševali so se, kdo neki je ta, ki sta mu pokorna celo veter in morje. To je Kristusov evangelij. Predrago celotno župnijsko in evharistično občestvo na čelu z gospodom župnikom. Občestvo v globoki edinosti z vsemi na zemlji potujočimi brati in sestrami. A danes še posebej mislimo na tiste naše brate in sestre, naše drage sofarane, ki so prestopali prag v večnosti med in po drugi svetovni vojni, v darovanju za skupno dobro, za dostojanstvo svojih družin, za resnično svobodo ter blagoslov in uspeh našega duhovnega in narodovega občestva. Zavedamo se, da smo v duhu svetega Jošta, zavetnika naše župnijske skupnosti, tudi mi vsi romarji. Romarji, ki se najmočno dvigujejo višine duha in tako presegajo megle, oblake, vetrove in neurja enosmernih zgodovinskih trenutkov. V tem svetem trenutku obhajanja neizrazne skrivnosti Evharistije in v tem zares nebeškem dogajanju bogoslužja, ko se kruh in vino spreminjata, ponižno pristopam k vsakemu posamezniku tega vašega občestva in k vam, bratje in sestre, kot celotnemu občestvu župnijske skupnosti, s pozdravom ustalega Gospoda, mir vam bodi. Da, mir bodi vsem vam, ki tako ali drugače okušate, kar smo slišali v Evangeliju, dramatično zgodovine, ki tako ali drugače hrepenite po uresničitvi Jezusovega povabila iz današnjega Evangelija, ki je dejal: prepeljimo se na drugo stran. Prepeljati se na drugo stran valovitega Genezareškega jezera, prepeljati se na drugo stran razburjenega morja človeške zgodovine, prepeljati se na drugo stran naših človeških slabosti, naše pogostne slepote in koruptivnosti. Kako je to močna in iskrena želja naših src. Kako srčno si vsi želimo in molimo, da bi se že vendar prepeljali na drugo stran, na stran sprave, edinosti, celostnega medsebojnega razumevanja
in vdanega sodelovanja. To hrepenenje je bilo navzoče nekoč, tako kako tudi danes. Vendar, predragi bratje in sestre, ne smemo in ne moremo prezreti znamenja novih časov. Zgodovina in naša lastna izkušnja nas namreč poučuje brez posebne moči od zgoraj. Celo pravični Job, o katerem smo slišali v prvem berilu, ki je tako predan Božjim načrtom, ki je bil zmožen v največji katastrofi svojega življenja izpovedati: Bog je dal, Bog je vzel, je težko dojemal vso Božjo svetost in vsemogočnost. Sam Bog mu je moral v silnem viharju, v viharju težke človeške zgodovine in v viharju svoje vsepresežne Božje vsemogočnosti povedati, da je človek kot ustvarjeno bitje in zato bitje meja, bitje krhkosti in šibkosti in zato bitje strahu, zato mu je tako težko dojemati vso presežno celoto. Povedal mu je, da človek brez luči in moči od zgoraj, od Svetega Duha, ne more prav spoznavati niti sebe, niti sveta, niti človeštva in njegove zgodovine. Brez razsvetljenja od zgoraj človek ne more biti dober strateg, niti v miru, kaj šele v velikih človeških nemirih. Tako nam spričuje sam Jezus v Evangeliju. Svojim prestrašenim učencem zato pravi: kaj ste strahopetni, ali še nimate vere? Predragi bratje in sestre, ta Jezusova vprašanja namenjena nam vsem so večna vprašanja človeštvu. Kjer ni vere in zaupanja v Gospoda, stvarnika nebes in zemlje, tam vedno nastopa strah. Še posebej pa tam, kjer bi rad človek sam stopil na mesto stvarnika, na mesto gospodarja zgodovine, celo na mesto edinega zakonodajalca časov in krajev, kakor tudi na mesto edinega razlagalca zgodovine. Ta strah vlada tudi danes v človeštvu in povzroča strašne vojne razmere in ubijanja na tolikih mestih zemeljske oble. Ta strah pa je vladal še posebej med prvo, posebej pa drugo svetovno vojno. Govorim namreč o strahu tistih, ki so se bali izgubiti gospodstva nad svetom po svoji zamisli. Bali so se torej, da ne bi mogli imenovati samega sebe za osvoboditelje, za voditelje, za gospodarje nad ostalimi. Tak strah človeku namreč odvzame modrost in presojo. Kdor namreč išče in vidi samo sebe, svojo lastno korist, ni več zmožen gledati na celoto, ne misli več integralno in zato povsod vidi in odkriva samo sovražnike. Ta duhovna slepota, ki se rada proklamira za revolucionarno moč, v resnici ustvarja svet laži, svet prividov, svet velikih nelogičnosti in nedoslednosti. Bratje in sestre, danes pa v tem bogoslužju besede in telesa, v bogoslužju Jezusove besede, njegove modrosti življenja in v bogoslužju njegove prelite krvi pa odkrivamo s pravim občudovanjem, kako so toliki tukajšnji bratje in sestre v moči vere, v najtežjih viharjih življenja ohranili mir, ohranili zaupanje v Gospoda življenja
in odkrivali, da bo njihova življenjska podaritev prej ali slej rodila svobodo, rodila samostojnost in pravo zgodovinsko mesto in vsakemu posamezniku in celotni narodovi skupnosti. Kajti že prerok Izaija je prerokoval svojemu ljudstvu: zaupajte v Gospoda in ostanite mirni. Če boste mirni, boste zmagovali. Vzravnanost naših rojakov in njihovo nezlomljivo zaupanje v Gospoda se je torej pridružila Jezusovemu povelju nadviharju zgodovine. On, ki je dejal: utihni, molči. V moči tega glasu so spregovarjali naši bratje in sestre, ki so sicer nasilno končali svoje življenje, toda zaradi zaupanja v Gospoda imajo moč velike noči. Njihovo brezkončno zaupanje v Gospoda zgodovine in njihovih sotrpinov po celotni naši domovini je zaustavilo viharje nasilja in rodilo tisto družbeno ureditev, ki jo v naši nepopolni izrazni moči imenujemo demokracija. Toda prav v tem vladanju ljudstva, torej v demokraciji, slehernega dne tudi zdaj znova odkrivamo, kako je pomembno, da obstajajo med nami garanti vrednot. Vrednot, kot so življenje, resnica, ljubezen, vera, upanje, družina. Kjer ni garantov teh vrednot, kjer ni pričevalcev Božjega kraljestva, kar pomeni navzočnosti Božje pravičnosti, kjer ni prerokov resnice, tam se začno ljudje vedno znova predajati strahu. Bojijo se celo sence svojega lastnega bitja, da ne bi imeli zadosti vsega za uživanje, za karierizem, za arbitrarno postopanje, za privilegirane položaje. Strah nagiba naše ljudstvo tudi danes, bratje in sestre, da glasujemo za smrt, za evtanazijo, za splav, za drogo. Kjer ni namreč zaupanja v Boga, tam vlada strah niča, strah praznine, ki jo v takem primeru nosimo v sebi. Predragi bratje in sestre, ti in taki boji strahu v današnjih družbah, v družbah permisivnosti, fluidnosti, kar pomeni, da ni nobenega stebra vrednot, v družbah relativizma in subjektivizma so posebej nevarni za celotno družbo in navadno delujejo v naših družbah dokaj zahrbtno. V času zunanje svobode smo torej kristjani posebej povabljeni, toliko še bolj vi, Farani Šentjoštan, ki imate pozitivno zgodovino, da skrbimo za našo notranjo svobodo, za svobodo duha, za svobodo v izbiranju pravih vrednot. Take svobode ne moremo živeti brez moči Svetega Duha, brez moči od zgoraj. Apostol Pavel jasno pravi: kjer je duh, samo tam je svoboda. Kajti vedno ostane naša glavna naloga današnje Jezusovo povabilo: prepeljimo se na drugo stran. Konkretno, otrok se mora po zahtevni vzgoji v družini in pomoči sakramentov prepeljati do zrele mladostne dobe. Mladi zmorejo samo v odpovedi sebičnosti in uživaželjnosti ter predanosti Gospodu priti na obalo zrelega življenja in presojanja. Novoporočenca zmoreta samo po poti celostnega samopodarjanja in Božji zastonjski milosti ustvarjati srečno družino.
odgovorni v družbenem in cerkvenem življenju, zmorejo samo v luči večne modrosti in po doslednem služenju vsem ljudem brez razlike pospremiti ladjo celotnega naroda na obalo razumevanja, sprave in sodelovanja. Predragi bratje in sestre, mi vsi smo vedno na odprtem morju zgodovinskih prehodov. Niso bile nevarnosti samo v drugi svetovni vojni, tudi zdaj so. Mogoče še bolj skrite in torej nevarne. Vendar zato obhajamo Evharistijo, da bi se tudi mi tukaj živo zavedali in to udejanjali. Odrešenik, ki nas odrešuje vseh nevarnosti, je zanesljivo med nami. Če se nam kdaj zdi, da Bog spi, potem je to samo zato, da ne bi zadremala in zaspala naša vera. Da ne bi zadremal naš razum, ki ga nam je podaril Stvarnik zato, da bi razmišljali, presojali in odločali. Zavedati se moramo, da je našemu človeškemu bitju nujno, da veruje, da kliče na pomoč, ker smo ustvarjeni. Tudi apostoli, tako smo slišali v današnjem evangeliju, so zavpili: Učitelj, ti ni mar, da se potapljamo. Tako je to je stvarnost. Vsakdo od nas se brez hrepenenja po Bogu in brez povzdigovanja svoje molitve, svojega duha Stvarniku, nujno potaplja v svojih slabostih. Ker smo ustvarjeni, nam lahko pomaga samo Stvarnik, vendar on se ne vsiljuje. Dal nam je razum, da to lahko dojamemo in udejanjamo. Kar je rekla sveta Terezija iz Kalkute, velja tudi danes. Človeštvo je vendarle najbolj ubožno, najbolj revno tedaj, ko izgubi vero v vsemogočnega Boga. Naj nam torej toliki naši pričevalci, katerim se danes iskreno zahvaljujemo za njihov zgled in obenem za njih prosimo, da bi prejeli nagrado, izmolijo milost in modrost duha, da se prepeljemo na stran miru, na stran sprave in edinosti. Naj torej nad našimi družinami, domovi in domovini vlada mir in obilen Božji blagoslov. Amen. Zato zdaj, predragi bratje in sestre, z vso svojo notranjo močjo in zaupanjem izpovejmo vero, da bi ostali mirni v zaupanju Gospoda in tako vedno rešeni. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi, sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca.
Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril o prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajanje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, zbrani ob kapeli mučencev, kjer so zapisani naši sorodniki in umorjeni župljani, prosimo v danu vsemogočnega Očeta v nebesih. Gospod, prosimo te za papeža, za naše škofe in duhovnike, da bi neustrašeno oznanjali tvojo besedo. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za može in fante, ki so se pred več kot 80 leti pogumno postavili v bran vrednotam slovenstva in krščanstva. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za vse naše pokojne brate in sestre iz naše župnije, naj se veselijo tvoje zmage nad smrtjo in slave, ki jo daješ svojim izvoljenim v nebesih. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za duhovnike, ki so izhajali iz naše župnije ali so v njej delovali, posebno za Jožefa Gabrovška, Vinka Žaklja, Josipa Nagodeta, Romana Malavašiča, Srečka Huta, Janeza Raztresena, Jožeta Cvelbarja, ki so junaško darovali svoje življenje za Kristusa in njegova cerkev. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za sirote vojne, pomorjenih staršev, da bi z nami ostali zvesti krščanskim idealom. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za vse, ki so delali zlo, naj s pomočjo Svetega Duha prejmejo milost spreobrnenja in odpuščanja. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za mlade fante in dekleta, da bi razmišljali o svoji prihodnosti, morda tudi v smeri duhovnega poklica. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za naš slovenski narod, da bi ostal zvest Bogu, narodu in domovini. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te, Gospod, za mir na vseh kriznih žariščih po svetu, posebno za konec vojne v Ukrajini in v Palestini. Prosimo te, usliši nas. Usmiljeni Oče, sprejmi naše molitve, žrtve in dobra dela in to spravno pobožno za naše rajne. Skaži jim svojo neizmerno očetovsko dobroto, ljubečo skrb Jezusa, dobrega pastirja in Svetega Duha posvečevalca, da se bodo vedno veselili v tebi, zdaj in vekomaj.
Veste, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Sme Gospoda i z Tvojih rok, ale in čas svojemu imenu, a tudi vas svoj svetice. Gospod, sprejmi to spravno in hvalno daritev, naj nas osvobodi in prenovi, da bo vse naše življenje Tebi po volji. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. S Tvojim duhom. Tebišku srca dam. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni in večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Čudovita je njegova velikonočna skrivnost. Rešil nas je jarma greha in smrti in poklical toliko slavo, da smo zdaj izvoljeno kraljevo duhovništvo, svet, narod in pridobljeno ljudstvo. Poklical si nas iz teme v svojo čudovito svetlobo, da povsod oznanjamo Tvoja slavna dela. Zato z angeli in angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico Tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Resnično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Jezus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem svetem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo,
ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Popolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom, tukajšnjim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje, vseh tistih, ki so bili po nedolžnem ubiti, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Christus, Christusom in Christusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Predragi bratje in sestre, vaša skupna župnijska je prejela veliko darov Svetega Duha, velikodušnih bratov in sester. Kdor pa je veliko prejel, je poklican, da tudi veliko daje. Ko bomo zdaj skupaj z vso notranjo močjo vere in zaupanja izgovarjali Jezusovo molitev, goreče prosimo, da bi končno celoten slovenski narod imel moč, da prosimo drug drugega za odpuščanje, da si odpuščamo, da pospešujemo spravo, da smo v edinosti duha in ljubezni in da tako skupaj gradimo tisti svet, v katerega naj bi vstopali mladi ljudje. Polni zaupanja, da bo Gospod storil ta čudež, recimo: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako v nebesih, na zemlji. daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, tako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo polni blaženega upanja pričakovali prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ti nam pošilja Svetega Duha, ki nam prinaša ljubezen, veselje, srčnost, edinost, pravo in mir. Ne glej torej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodom mir bodi vedno z vami. Svojim duhom. Podajmo si desnice vzajemnosti. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, Nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena ozdravljena bo moja duša. Blagor nam, ker smo povabljeni na jagnjetovo gostijo.
Oče okrepčal in prenovil si nas z dragocenim telesom in krvjo svojega Sina, kar pri svetih skrivnostih znova in znova obhajamo, naj zazmeraj dosežemo v Tvojem kraljestvu. Vse to te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Sedaj pa še oznanila. Jutri je rojstvo Janeza Krstnika, praznik treh stvari. V četrtek sveta Ema Krška kmeginja, v petek sveti Irenej mučenec škof, v soboto sveti Peter in Pavel apostola, praznik. Danes teden 13. nedelja med letom. V družini, ki je išla, je vredno prebrati, nihče ni nikoli odveč. Misli na starejše, niso odveč, ko jih nekateri hočejo spraviti sveta. Potem zelo zanimiv je pogovor z novomašnikom slovenskega rodu Martin Niber iz ZDA. Potem za starše ali pametni starši ali pametni telefoni. Dajte si to prebrati. Potem se bi zahvalil vsem, ki ste z menoj poskrbeli za lepo počutje mojih kolegov, ko smo se srečali letnik posvečeni leta 72, so imeli zelo lepe vtise, so mi tudi že sporočili. V Argentini je umrla v 93. letu starosti Zinka Skvarča Jelen, ki je živela v Možinotovi hiši pred drugo vojno, oziroma med vojno še. Čistijo in krasijo cerkev župnijsko in kapelo mučencev za naslednjo nedeljo smreče 29 in 60. V torek je tudi začetek oratorija. V torek najbolj da odbijem, pa bomo pa, drugače ne bo slišalo, ne? V torek, ko je praznik, romamo kot župnija na Trsat in potem na Krk in na otoček Košljun. Odhod zjutraj ob 6:30. Je še kakšno mesto, kdo želel tudi v morje, če bo tako vreme, do 1 ura namenjena prav temu kopanju, kdo želi. Seveda vzame s seboj stvari, ki so potrebne za to. Nova so tudi misijonska obzorja z najavo Krištofove nedelje. Mačni nameni, vam povem, da je malo prav v Farnem listu škrat ponagajal, zato bodo mačo, tako kot bom zdaj oznanil, ne kot so tam oznanjene, se je nekaj zmešalo. In sicer jutri zvečer ob 7 za pokojnega Antona Jesenka, v torek na Romanju za Dušovica, v sredo tukaj ob 7 zvečer v zahvalo in blagoslov, v četrtek zvečer ob 7 za Radota Demšarja, v petek zvečer ob 7 za Ano in Gregorja Osredkarja obletna, v soboto na praznik zjutraj ob 8 za Pavlo in Franca Dolinarja, zvečer ob 6, ko bo tudi sklep oratorija, pa za Petra in Sonjo Keršič. V nedeljo zjutraj ob 7 za župnijsko občestvo, ob 10 pa za Pavla in Angelco Žlahej. Na koncu, preden Gospod da še blagoslov, se mu zahvalim za leto našo, pa tudi za leto njegovo. Bog povrni, Gospod naš. Zdaj pa še blagoslov. Gospod z vami, blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in
vam podelil samogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda.